Dober dan. Evo, zdaj me nekaj cajta ni bilo na internetu, nekaj cajta nisem izdal videa. Eden od zadnjih videov, ki sem ga naredil, je bil, da sem govoril o postenju in kako bi razrešil, kako bi se lotil reševanja bolezni. Ne, če imaš v življenju neko resno bolezen in nič ni delovalo, kako bi se lotil tega reševanja. Jaz sem probal vse, kar ponuja ta svet, in ne deluje nič kot to, kar sem tukaj predlagal. Tako da, če te zanima, če imaš resen problem, si pejdi počekirati enega od prejšnjih videov. V glavnem, sem hotel malo deliti z vami, kaj se mi zdaj dogaja v življenju, kar je vezano na to. V glavnem, jaz sem pač imel 3 avtoimunske bolezni, luskavico, kar je pač psoriaza, ulcerozni kolitis in artritis. In v glavnem, vse je že proti koncu in se pač rešuje. In lahko rečemo, da je 90% boljše, kot je bilo. In to, kar tukaj nudim, predlagam, je edina stvar, ki deluje. In če povem na hitro, na kratko, je v resnici 50% postenje, kakršnakoli oblika postenja. Poglej si tisti video, ki sem ga naredil o postenju. Eden od zadnjih. Postenje je super stvar. In preostali del, 50 preostalih procentov, je pa bilo pač odpravljanje energetske blokade. Torej, odpravljanje upora pred izrazom življenjske sile, samega sebe, to, kar si. To je to. V resnici je soodvisno, eno brez drugega nekako ne gre. V bistvu ti moraš najprej, če se boš samo postil, post ima ful dobre benefite, ampak ne boš nikoli dosegel visoke stopnje regeneracije, zato ker boš zmeraj imel še en upor na energetskem nivoju. In če pa samo delaš, odpravljaš upor na energetskem nivoju in ne delaš postenja, ne boš nikoli dosegel tako hitre regeneracije, kot jo s postom. Tako da v bistvu je kombinacija obojega rešitev za tiste najbolj trpeče ljudi na tem svetu. Zato, ker sem tudi sam bil tak. In mogoče si misliš, da psoriaza ni nič groznega, in ja, mogoče res ni nič groznega, je samo zelo moteče in pekoče in bolj vizualnega problema. Artritis je pač bolečina v sklepih, te omejuje pri gibanju, ampak sem imel pa najbolj grozno obliko ulceroznega kolitisa, kar v resnici od tu naprej je zame bila opcija samo še najbrž rak in smrt, ali pa pač odstranitev črevesja in mrečka iz trebuha. In jaz vidim ljudi, ki grejo po tej poti, da pač imajo raka na črevesju, umrejo, ali pa pač grejo na operacijo, ker jim odstranijo črevesje, češ, odpravili smo problem, in ti dajo vrečko iz trebuha. In si pač potem celo življenje invalid. In v glavnem meni pač to, iz tega nisem mogel kupiti in sem pač našel pot, in to je edina pot. Če resno trpiš v življenju, to ni vezano samo za fizične bolezni, za kakršnokoli obliko trpljenja, je to edina pot, ki prenese trajnostne rezultate, ki jih ohranjaš iz stanja spontanosti. Vse ostalo so triki in metode, ki jih je izmislil človek za regulacijo stresa, in je na koncu v bistvu slepa ulica, ki te ne pripelje do opolnomočenja na vseh nivojih življenja. Na vseh, čisto vseh nivojih, na fizičnem, na čustvenem, preprosto na duhovnem, v smislu, da si pač suveren človek, zdrav, vitalen, virilen in odporen. Tako da s tem namenom je nastala moja šola in sem hotel samo povedati, da torej najprej odpraviš vzrok na energetskem nivoju. O tem govorim skoraj v vsakem videu, ki ga izdam. In potem, ko odpraviš energetski vzrok, kar je v bistvu, to se ne zgodi od enkrat, kot da bi vzel tabletko, ampak je pač proces predaje temu,
in ki traja nekaj cajta, nekaj let. In ko pač odpraviš ta energetski vzrok, kjer pač potem dokončno trajnostno odpreš srce, je post najjača regeneracija ever. Najjača. Res. Potem post, že tako je post sam po sebi ful dobra stvar. Najboljša prva pomoč, kadar ti je res grozno v življenju, greš na post. To je to, post je super stvar. Ampak če hočeš prav dokončno zdravljenje oziroma res drastično spremeniti svoje zdravje, če hočeš res drastično spremeniti svoje zdravje, je treba odpraviti vzrok, energetski vzrok, je treba odpraviti energetski vzrok in v glavnem in potem iti na post. Oziroma že vmes delaj poste, ker že tako so ful blagodejni, ful pomagajo in rešujejo krizo. Ampak brez odpravljanja energetskega vzroka ti ne boš dosegel drastičnih rezultatov, izboljšanja. In v glavnem to sem omenil zaradi tega, ker sem naravno na postu, sam zdaj ta trenutek. Zdaj, če pogledam točno, koliko dni, torej, do zdaj sem zmeraj začel post, ki sem ga delal na urgentni način, do zdaj v življenju. Jaz sem naredil že milijon postov, sem lahko rečemo ekspert na tem nivoju. Poglej si enega od prejšnjih videov, kjer govorim o postenju, da boš videl, kaj sem dal čez. Sem bil tudi 3 mesece samo na džusih, živel kot pranojedec. Bil sem fruitarian, vse diete sem sprobal, bil sem 15 dni brez hrane in brez vode, ne, ko bi že mogel umreti, pa v bistvu človek normalno živi naprej. Poznamo avtonomne ljudi, ki živijo brez hrane in brez vode že leta, tako da mi v resnici hrane sploh rabimo, ne. Tako da počekirajte si tisti video, je zelo zanimivo, če si hočete malo odpreti oči. V glavnem, jaz sem bil zdaj na postu do zdaj zmeraj v življenju, zato ker je pač moje stanje bilo grozno. Fizično je bilo grozno, preveč trpeče in je pač post edina stvar, ki je pomagala. Te takoj razbremeni in pač se začneš ful hitro celiti. Ampak kar ne odpraviš energetskega vzroka, se po postu počasi začne vračati nazaj bolezensko stanje. Zato cel cajt poudarjam, da moraš odpraviti energetski vzrok. Postopek tega na najbolj prizemljen način, ki ga trajnostno lahko dosežeš, torej da boš imel trajnostne rezultate, opisujem v vsakem videu. Kjer se v resnici končno nekdo, ki pač predstavi, kako se združi, kako se živi pravo duhovnost, kako se združi Boga, sam izvor vsega, torej kako preko Boga, z Bogom, z življenjem z Bogom, biti povezan z izvorom, kako torej na ta način odpravimo represijo življenjske sile. Ne, torej združujem dobesedno, lahko rečemo religijo in nek terapevtski svet, torej neko pravo, res holistično duhovnost. In to je redkost v tem svetu. Počekirajte si moj kanal, zelo priporočam za vse tiste, ki trpite. V glavnem, hotel sem povedati, torej jaz sem na postu zdaj, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torej 10, torej 10 dni, 10, 11 dni nekje, sem bil samo na tekočinah, kot so čaj, in na začetku sem par dni pil še svoj urin. Torej, pil sem svoj urin par dni, ampak pol spet po 5 dneh pitja urina. Pizda. Preogaben je in pač ne morem nadaljevati, ker je pač preogaben. Čeprav sem že tako dal žlico meda in malo soli notri, ne, da bi zamaskiral okus, pizda, zamaskirati okus canja preprosto ne moreš. Tako da pač nekaj dni sem pil, ker sem slišal ful dobrih zgodb z ljudmi, ki so pili urin, delali urinski post. Baje, da je najboljši tekočinski post, edino boljše od tega je samo še suhi post.
In v glavnem pač vsake toliko probam, ampak pač je preogabno in bolj preprosto na neki točki neham. In v glavnem sem naredil nekje 5-dnevni urinski post tokrat in že vmes sem tudi delal z čajem in potem sem pač preprosto samo s čajem nadaljeval. Sem si delal nek preprost čaj, ala kamilice, ali kaj takega, ne nekaj kofeinskega in take, neke preproste stvari, ki imajo ful blagodejen učinek, take neke blend čaje, ki nimajo močnega okusa, ki te ne poživljajo, take preproste čaje, najbolj preprost čaj ever. Lahko pa pač piješ tudi vodo. V glavnem, jaz sem bil 5 dni na urinu in 5 dni na čaju. Nič posebnega, najbolj simpel, kar se da. Žlica meda, malo not himalajske soli in to je to. In to sem zdaj pač 10 dni. 10 dni sem samo na teh 2 tekočinah bil, čaju in urinu, in se počutim top. Ne vem, kaj da vam rečem. Dokler ne greš čez neko dolgotrajnejše čiščenje telesa, ker na začetku zmeri, ko se lotiš postenja, je ful neprijetno. Ne? Neprijetno, dosti driskaš, dosti ti je slabo, ful si šibek, se ti vrti mogoče celo ali karkoli. Ampak kot vsak junkie, ki se odvaja od svoje odvisnosti, tako je neprijetno. Dokler na neki točki ne dojameš, da kako smo bili indoktrinirani v način prehranjevanja, kako smo odvisni in v bistvu spoznaš, da na neki točki potem, ko se dlje postiš, vidiš, da v bistvu biti brez hrane je biti top. V glavnem, jaz sem zdaj 10 dni brez hrane, ja, na fizičnem nivoju si šibkejši, jaz sem shujšal in si šibkejši. Ampak duhovno imaš pa 2-krat več energije. 2-krat več energije imaš. Jaz delam vse isto kot prej. Tistih par dni, naprimer, ko mi je bilo malo slabše, sem bil bolj na easy. Potem pa, naprimer, na neki točki se kar telo stabilizira in furaš top naprej. Tako da to je to. To je to. 10 dni torej na tekočinah, čaj in urin, in zdaj sem začel s torkom, danes je četrtek, s torkom sem začel pa delati juice post, počasi uveljavljati notri hrano, in torej imam juicer in sem si začel juicati sadje in zelenjavo. In naprimer si zjuicam naprimer jabolko in rdečo peso. In je ful dobro. In mogoče dam še malo ingverja notri. Ful je dobro. Naprimer, eden od čajev, ki sem ga naprimer prejšnji teden tudi pil, je bil naprimer ingverjev čaj. Ne? Take stvari, take simple stvari. Ki te pogrejejo, naprimer. Ampak ful simple, nič poživljajočega. In to je to. Torej 10 dni čaj in urin in zdaj bom do konca tedna na džusih, sadno-zelenjavnih, pretežno sadno, zato ker so pač preprosto bolj okusni in ful tekočine dajo. In to je že kot sladica v resnici. Že čaj z medom je sladica. Zdaj te džusi so ekstra sladica. To so ful okusne stvari, tako da post ni nekaj groznega, ne rabiš si narediti, da je nekaj ogabnega in groznega. Sadni džusi so sladica, dobesedno ful uživaš, ko jih piješ. In čaj z medom je tudi top sladica zame. Tako da 10 dni čajev in urina in zdaj bo do konca tedna, torej 2, 4, 6 dni džusov. Džusov in upam, da s ponedeljkom pride hrana, ki sem jo naročil, si bom pa pač začel kuhati in nekako počasi nazaj začeti jesti tisto, kar sem pač, tisto, kar mi paše, tisto, kar mi počasi zdaj začenja dišati, naprimer, in sem si naročil meso, naprimer. Sem si naročil domačo govedino, si bom skuhal govejo župo in take stvari. Tako da počasi začnem pridobivati nekaj teže nazaj. Da lahko tudi gradim mišice, naprimer. Da lahko začnem malo bolj aktivno trenirati. In potem, naprimer, spet naberem nekaj kilaže, ne nič pretiranega, nekaj mišic, nekaj kilaže, in potem, naprimer, čez mesec, 2 spet narediš nek post, naprimer, ne, to je to. To je bomba, jaz bom to delal najbrž do smrti, delim to z vami, predlagam vsakemu človeku, da se poda na to pot,
če rabite vodenje, jaz sem kar lahko rečemo ekspert na tem nivoju. Glede prehrane, glede vodenja čisto, glede usmerjanja napotkov, ampak predvsem, da imaš nekoga trdnega, ki se ne zlomi nikoli in te pač vodi čez to. Jaz sem čez te stvari zmeraj šel sam. Tako da jaz vem, da čez te stvari je ful težko iti in v glavnem, če rabiš vodenje, evo me tle, nezlomljiva sila. Tako da to je to. Kaj sem hotel danes povedati? Torej, ne, če ste zasledili, moja šola, cel namen moje šole je nekako usmerjati ljudi stran od vseh distrakcij, ki se dogajajo v svetu, ker v svetu je vse samo ena distrakcija. Ta svet je nič drugega kot ena predstava, en odor predstav, kjer demoni glumijo, da niso demoni. Čeprav zdaj tega več ne morejo skriti, ker vidimo vse sranje, ki se dogaja. In v glavnem, edina stvar, ki nas bo rešila, je združenje. Ne? Združenje, ampak kako se lahko združimo, če se znotraj sebe ne združimo? Kako se bomo povezali kot človeštvo, če vsak vleče v svojo filozofijo? Ne? Ampak pač dokler živiš v filozofiji, lahko živiš v filozofiji, zato ker pač na prizemljenem, praktičnem, telesnem nivoju si še nisi dokazal, kaj deluje. In zaradi tega živiš lahko v nekih abstraktnih svetovih, filozofijah, ideologijah, kjer si namisliš, da imaš svoj prav. Ampak dokler se ne prizemljiš, dokler skozi svojo izkušnjo na praktičnem nivoju trajnostno si ne dokažeš, kaj je edina stvar, ki ti trajnostno prineše evolucijo, boš pač mislil, da imaš svoj prav. In pač ta šola usmerja stran od vseh distrakcij v prizemljitev, ki jo lahko dosežemo le na način, da stopimo v stik z Bogom, torej v stik z izvorom, torej v stik z našo življenjsko silo. Naša življenjska sila je povezava z Bogom, z izvorom vsega. In samo, če živimo v stiku z njo, cel cajt, se lahko pač osvobodimo strahu pred njo, kar je edini strah, ki ga zares imamo. Torej, strah pred samim sabo. Ne? Ko si bil otrok, so te skrbniki, starši zavrnili v nekem delu sebe in zdaj ta del tebe, potlačeni del tebe, življenjske tvoje sile, ki je neizražen, je tisti, ki je neizražen, diktira kvaliteto tvojega življenja ta trenutek. In torej ne obstaja nobena druga metoda, kako to sprostiti, sploh ne mentalna metoda, niti približno, ne moreš na mentalnem nivoju nič razrešiti. Zato dostikrat rečem, da je psihologija največja iluzija, ker v resnici vse se odpravlja na energetskem nivoju, vse ostalo, fizični nivo, mentalni nivo, je samo zrcalo, nič drugega. Odpravljati tam ne moreš nič. Torej, če hočeš odpravljati, moraš odpraviti energetski vzrok. Torej, moraš osvoboditi življenjsko silo, ampak ni metode za to, ker je življenje že metoda. In vse, kar delaš stran od življenja, je v resnici distrakcija, na koncu slepa ulica. Zato, ker ti misliš, da lahko med tem, ko se umakneš iz lajfa, sprocesiraš strah, ko v resnici se pristni in cel strah sproži samo, ko spontano živiš življenje. Samo takrat se sproži in samo takrat ga lahko sprocesiraš. Ti lahko vse ostalo delaš stran od tega, samo kot trening. Ampak integracije, trajnostne, ti na ta način ne boš dosegel, da ti delaš neke metode in stran od življenja, z nekimi praksami, terapevtskimi in duhovnimi, kao procesiraš samega sebe. Ti na ta način trajnostno ne boš dosegel nič, ti govorim iz prve roke. Boš reguliral stres, ampak boš to delal do smrti. In nikoli dosegel zares suverenosti in osvoboditve. Torej, če hočeš ti doseči suverenost in osvoboditev, moraš vsak trenutek svojega življenja začni korak po korak, začni sprejemati odločitve iz srca. To, kar si zares želiš, to, kar si življenje v tebi zares želi.
to, kar si ti kot duh zares želiš. In samo če cel cajt izbiraš tisto iskrico iz sebi, iz srca živiš, boš pač trajnostno odprl srce. Kako lahko trajnostno odpreš srce, če ne izbiraš iz srca? Nemogoče je. In torej samo če se odločiš, da boš predan srcu, iskrici v sebi, življenju v sebi, čeprav se to sliši ful otroško in nedolžno in naivno, je v resnici najvišja oblika inteligence. Je nekaj, kar je vgrajeno v tvojo izkušnjo, to je nekaj, kjer nisi odvisen od nobene metode in od nobenega drugega, nekega človeka in terapeuta, ki ti ponuja limitiranost. Ker to je v resnici, jaz sem si zmeraj mislil, da prava inteligenca je zelo preprosta, najbolj preprosta ever, ampak je tako preprosta, da eni ljudje pač tega preprosto ne morejo sprejeti, prepoznati. Jaz se spomnim, v osnovni šoli, naprimer, smo imeli test iz matematike in so bile dve naloge. Ena naloga, ona ful dolga besedilna, ki je bila zafukana, sem jo naredil brez napake. In pol je bila spodaj ena tako simpel, res najbolj simpel ever, ono za retarde simpel. In sem jo totalno zafukal, zato ker nisem mogel sprejeti, da je tako simpel. Sem mislil, da je trik v njej in sem iskal trik. Ne, ljudje pač ne morejo sprejeti, da so prave rešitve najbolj simpel ever. Po eni strani pač, ker so tako močno indoktrinirani, po drugi strani pa istočasno zato, ker globoko v sebi vemo, da če se bomo soočili z njo, se bo naš life spremenil. Se bojo stvari rešile in se bo naš life spremenil. In ljudi je tega strah. Ljudi je tega zelo strah. Zato se raje vdajajo v metode in živijo naprej v distrakcijah. Se razumem. Razumem, čeprav jaz nisem tak, ampak razumem. Spremembe niso lahke, ker vidim pri ljudeh, kako se upirajo spremembam. Ampak oni, ki trpi za popizdit, oni komaj čaka spremembo. Samo oni, ki ne trpijo dovolj, se še oklepajo starega načina življenja. In v glavnem stari svet se ruši, vidimo vsi, ne, hvala Bogu, ker je bil itak fake as fuck. In ne samo, da je bil fake, gremo biti avtentični, bil je totalno destruktiven, uničujoč do vseh. Tako da ne gre se za to, da je bil fake, gre se za to, da je bil destruktiven, je bil. Pač vojna, horor dobesedno. In zdaj se ruši in v glavnem zdaj se bo postavljal nov svet. Za moje pojme bo to zdaj trajalo tako kakšnih 5 do 10 let, da se bo rušil ta stari svet in se bo gradil nov. In kdor ne bo pač stopil, kdor se ne bo posvetil čiščenju samega sebe, na energetskem in fizičnem nivoju sem že razložil v tem videu, kako to narediti. Torej, kdor se ne bo začel čistiti na energetskem nivoju strahu, na način, da začne končno slediti svojemu srcu in da se začne na fizičnem nivoju postiti, kdor tega ne bo začel delati, se ne bo zares celostno opolnomočil. In če se ne boš celostno opolnomočil, boš pač izginil s starim svetom, boš umrl, boš pogubljen s starim svetom. Stari svet se ruši in kdor ne stopi v moč na celostnem nivoju, ne bo pač prišel iz starega sveta, se bo porušil z njim. In pač jaz sem nekako celo življenje mislil, da zamujam, v resnici sem pa desetletja naprej pred množico ljudi. Ravno ne zato, da jaz nisem tu, da se hvalim, jaz ne rabim tega. Jaz sem samo tukaj zato, da vam lahko pomagam, da vas lahko vodim čez to rušenje in gradnjo novega sveta. Tako da moj namen je, da vam dam vse napotke in da vas usmerjam stran od distrakcij v glavni fokus, zato da vas rešim. Ne? En ljudje si bojo zdaj mislili, da tega ima nek rešiteljski kompleks, jaz ga nimam, jaz sem sebe porihtal in to je to. Ampak bi rad samo ljudem dal šanso, zato ker v tem svetu redko kdo ti da šanso, da se najdeš. In jaz bi ti rad to dal. Samo zato, da vem, da sem vsaj vsakemu človeku nudil to opcijo, preden ostane za mano, za vedno, oziroma za nek daljši cajt, za ta life, na primer. Tako da, čez to rušenje in gradnjo novega sveta, moraš stopiti v svojo moč.
moji videi so namen temu in so zastonj, zmeraj bojo, zato da si lahko vsak privošči. Če bi rad pospešeno zadevo, me osebno kontaktiraj. Torej, cilj življenja je, da se mi svetovno združimo in prepoznamo kot družina. To je cilj življenja in da tiste, ki so pač preprosto demonski in se nočejo povezati kot družina, se jih pač lahko končno izloči in nehajo biti destruktivni v družbi. Ne? Simple kot pasulj. In v glavnem, to je cilj življenja, ampak kako bomo prišli do tam, če mi se bomo povezali samo, ne skozi filozofijo, ampak v tem, da se bomo prepoznali kot družina, torej kot moč, kot osvobojeni, suvereni ljudje. Ne? In torej cilj je postati suveren. Torej, kako se osvoboditi lastnega strahu, zavednega in nezavednega, zato da lahko končno postanemo suvereni ljudje. Zdaj, kdor me je spoznal v življenju, malo ljudi, zelo malo. Eni mislijo, da me poznajo, eni se trudijo, ampak marsikdo, mislim, v resnici me noben ne pozna, ampak kdor je imel šanso biti v stiku z mano, je pač, če je bil dovolj razvit, videl, da jaz včasih nisem bil suveren. Jaz včasih nisem bil samozavesten, sem bil šibek. Zato, ker te pač ta svet itak naredi takega, ne? Mi živimo v fuknjeni družbi in pač ti v fuknjeni družbi ne moreš biti normalen. Si lahko samo šibek. Med šibkimi ljudi ne moreš biti močen. Ta družba je ful šibka in se dela, da je močna. In pač v šibki družbi lahko sproduciramo samo šibke ljudi. In je ful pomembno, da ti nekdo v družbi, v svetu ponudi pot do lastne moči, zato da lahko na neki točki potem zares samega sebe vodiš. Ker živimo v poplavi informacij, ne? Torej v vojni dezinformacij. To je vsa vojna, ki se dogaja. Ne? Samo pogledajte vse vojne in vse pizdarije, ki se dogajajo v svetu, kdo je za neto mediji, ne? Torej informacija, zavajanje ljudi. Ne? Meni je ful všeč tisti rek, Satan is nothing but a great pretender. Ne? Demon ni nihče drug kot tisti, ki se zelo dobro pretvarja, zelo dobro prevarant, nič drugega ne more narediti. Torej vse sranje, ki se dogaja v tem svetu, individualno in kolektivno, je samo zaradi tega, ker nas je nekdo prevaral, nekdo se je delal, da ve, in nam je to delal zavedno ali pa nezavedno. In torej stopiti v lastno suverenost, zato da se zanašaš na lastno vodenje, da veš, kje ti je mesto, da prepoznaš lastno vrednost, zato da zdaj ponovno, ko si obdan z ljudmi, ki v resnici te zavedno in nezavedno varajo, lažejo, skušajo zavest, torej da znaš stati v lastni moči. Valjda, vsak normalen človek se noče družiti z destruktivnimi ljudmi, ne? Ampak če si obdan z njimi, da znaš prepoznati njihovo igro in da še zmeri veš, torej, da si neomajen, nezlomljiv, da se ne moreš več zgubiti, ko si obdan s takimi ljudmi. Ne? To je fora lajfa, zato ker mi se moramo zavedati, da vsak človek, ki živi v disociaciji lastne življenjske sile, kar vsak človek, dokler se ne razsvetli, vsak človek na tem svetu živi v disociaciji. To je tisto, kar sem pregovoril, represija življenjske sile. Dokler ti živiš v represiji življenjske sile, ti živiš v disociaciji od nje. In to je vsak človek na tem svetu. Ko slišiš kdaj v intervjujih ljudi, ki rečejo, moje otroštvo je bilo fajn, jaz se ne spomnim, da je bilo v mojem otroštvu kaj takega, moje otroštvo je bilo ful lepo. Ko slišiš ljudi to govoriti, se sam pač zavedaj, to ni fovšija, kar bom zdaj rekel, to sploh ni problem, to ni fovšija, ampak preprosto ljudje so nezavedni svoje represije, to je fora. Ljudje so nezavedni svoje represije. Kdor reče, da je otroštvo bilo perfektno ali pa BP, brez posebnosti, je samo zaradi tega, ker pač se ne zavedajo vpliva, ki ga je pač imela tista vzgoja na njih. Ne vidijo posledic vzgoje, ne vidijo destruktivnosti, slepi so vsega slabega, kar se je dogajalo.
In kako vem, zaradi tega, ker vsak človek tudi sam se ful malo spomnim iz otroštva. Se spomnim, ampak dosti ne. Dosti se ne spomnim in ne samo to, da se dosti ne spomnimo, tudi spomin, ko ga vlečemo zdaj, v tem trenutku iz preteklosti, je dostikrat tudi popačen, si ga interpretiramo drugače. Drugače si ga interpretiramo, spomin ni točen in še spomnimo se ne vsega. Poleg tega, stravmiran človek dostikrat tudi pač se preprosto ne spomni stvari, zato ker so bile destruktivne in se je tisti trenutek fokusiral na preživetje in ne na situacijo. In zato pač nima spomina. Ampak vpliv na energetskem nivoju je pa ostal. In to se lahko vidi na psihologiji in na telesu, ne? Ampak tam ne moreš nič razreševati. Treba je v resnici samo odpraviti strah pred izrazom samega sebe, celega spektra samega sebe, celega spektra človečnosti. In pač vsak človek, ki ne začne živeti iz srca, naprimer v svetu imamo ogromno ljudi, ki rečejo, ja, meni je vera najpomembnejša stvar na svetu, češ meni je Bog najpomembnejši na svetu, ne? Ampak v resnici pol v lifeu delajo vse mimo, ne? Torej, če je Bog izvor vsega in je nam dal življenje, je torej ta naša življenjska sila, naša povezava z Bogom, ne? In torej, če ti ne živiš, torej, ljudje, ki rečejo, da jim je vera Bogu vse in delajo vse kontra od tega, kar tukaj govorim, so pač hipokriti, ne lažnivci, ampak so zavedni ali pa nezavedni tega. Večina jih je nezavednih, preprosto pač zavedno ali nezavedno prestrašenih, jebi ga, tako je. In pač Bog je izvor vsega, našega življenja in to, da smo mi živi, to je naša vez z Bogom, ne? Nam Bog izvor daje življenje, dal nam ga je, vzel nam ga bo. In torej, če ti ne slediš življenju v sebi, ti ne slediš Bogu, ne? Torej, če ti ne živiš iz srca, ti ne slediš Bogu, ti nisi zares. Torej, niti da bi končno, da ne bi bil več vernik v Boga in delal nekaj drugega, ampak da bi končno imel izkustvo Boga, ne? To je for a life, a mi nismo prišli biti slepi verniki. Mi smo prišli po izkustvo Boga. In to, če hočeš imeti izkustvo Boga, moraš imeti izkustvo življenjske sile, ker življenjska sila je vez z Bogom, je tisto, kar nam Bog daje. Življenje, ne našo življenjsko silo. In torej, če ne živiš, če nisi eno z njo, če ne živiš iz nje, potem ne slediš Bogu. In kako lahko zmanifestiraš zase nebesa, če ne slediš Bogu? Ne moreš. In torej, kdor ne sledi, kdor ne živi na ta način, kjer sem ravno združil terapevtski svet in religijo v pravo holistično duhovnost, ravno kar sem to dokazal in pokazal, kako se naredi, kako to narediš, oziroma pač edino na ta način lahko to narediš, in sem pač hotel povedati, da kdor tega ne naredi, kdor ne živi eno z življenjem, eno z Bogom, kdor ne živi tega, pač živi v represiji in je nezaveden tega in vidi sliko, vidi svet popačeno in delno. In to so vsi ljudje na tem svetu in jaz sem tudi bil tak, ne? Ne morete mi reči, da obsojam ljudi, jaz sem tudi bil tak. In šele ko rataš cel, vidiš čisto sliko sveta, ne? Spoznaj sebe in spoznal boš svet, ne? Kdo razume ta rek? Skoraj noben. In v glavnem, kdor živi še zmeraj v represiji, kar je vsi, torej ti v represiji, kaj pomeni? Pod lejerjem strahu imaš samega sebe, ki ga ne izražaš, torej življenjsko silo, ki ti jo Bog pošilja vsak trenutek. In zato, ker si jo zavedno in v večini nezavedno tlačiš, je nekje shranjena v tvoji izkušnji, tega zaveden ali ne, vidiš ali ne, nema veze, tu je, ampak ker je ti ne izkoriščaš, ker je ti ne živiš, se hrani na njej demonski svet. Demonski svet se hrani na njej in imam sam izkustvo s tem, sam imam izkustvo s tem in vsak človek ima izkustvo s tem, ampak so nezavedni tega.
In dobesedno človek, ki pač ni razsvetljen, je v resnici nevaren, zaradi tega, ker ima ogromno negativnih, demonskih entitet na sebi in sploh vene. In ti lahko delaš ne vem kakšno metodo in tehniko čiščenja teh entitet, dokler ti ne sprostiš, razdelaš mehanizma represije, kjer končno ti živiš svojo življenjsko silo. Dokler tega ne narediš, boš ti cel cajt hrana za demonske sile. In ti se lahko čistiš z nekimi metodami, ki samo regulirajo oziroma odstranjujejo te demonske sile. Ti lahko to delaš, kolikor hočeš, v resnici se bojo cel cajt vračale. Imam sam to izkušnjo in vidim v ljudeh, da je tako. In sem hotel sam povedati, da te demonske sile, te entitete, ki se napajajo na naši potlačeni življenjski sili, v resnici vplivajo na naše odločitve in nas nezavedno, skozi našo nezavednost, mi smo nezavedni tega, nas vodijo in usmerjajo. In kaj sem hotel s tem povedati? Hotel sem povedati, torej zdaj veste, kako se tega osvoboditi, zdaj lahko veste, da to se dogaja in istočasno sem hotel povedati, da pač znotraj vaše družine, krvne družine, ne, vaši najbližji in ožja in širša, vsi ljudje, ki jih imate v svojem življenju, so takšni, tudi sami ste takšni in drugi so takšni. In torej, ful je težko, če živiš znotraj družbe, kjer ima vsak demone, da bi torej demon te cel cajt zavaja in naprimer sili v neke stvari, prepričuje, laže, se dela, da te ima rad, ampak se ne obnaša tako, ne, vemo vsi ta narcisistična obnašanja, egoistična obnašanja žrtve in takih ljudi, ne. In v glavnem hočem samo povedati, da če si sam tak, da si izgubljen, nezaveden in voden, znotraj takšne družbe se boš pač zgubil. Ne, se boš zgubil, zato je ful pomembno, da stopiš v lastno suverenost, zato da se znotraj tega zavajanja, te manipulacije v tem svetu ne zgubiš, da se najdeš in da lahko drugim pomagaš ven iz tega. In hotel sem samo pač opozoriti, da takšni ljudje obstajajo in to so ljudje v tvoji družini, krvni ljudje in tudi nekrvni ljudje, torej ožja in široka družina, realno vsi imajo demone. Vsi imajo demone, te demonske entitete, ki se napajajo iz njihove represije, življenjske sile, iz tiste sile, ki je shranjena, zato ker ljudje ne živijo, ker so zavedno in nezavedno v strahu pred njo. Ne. Tam na tisti hrani se napaja demonski svet in to ima vsak človek. Dokler se tega ne očisti na edini trajnostni način, kjer razlagam v vsakem videu in sem ravno tukaj že povedal. In v glavnem, to se dogaja, to je edina prava vojna, duhovna torej vojna, lahko rečemo, energetska, tista v izvoru, ki če jo odpraviš, se odpravi vse v svetu in zmanifestiramo nebesa. In hotel sem samo povedati, da pač, torej kako pomembna je suverenost, ne? Ta beseda suverenost je mogoče ena najpomembnejših besed v svetu, ne? Suverenost, torej zanašanje na lastno vodenje. Zanesti se na lastno vodenje. Biti neomajen v veri, v svojo intuicijo. Torej, to je prava vera v Boga, ne? To je vera v Boga. To je edina religija. In to je rešitev za vse. To je vse, kar rabimo v tem lifeu. In v glavnem suverenost je nekaj, kar sem jaz zdaj dosegel, kar sem definicija tega. Ne samo zaradi tega, ker sem zdaj suveren in ker vem, kaj se dogaja, ampak zato, ker sem šel čez vse to, meni to ni bilo dano.
Ne, jaz sem šel čez vse to. Jaz sem imel prljavo pot življenjsko, kot vsak človek na tem svetu. In sem se najdel. Ne. Star sem 35 in sem se najdel. In ja, se hvalim. Jaz sem ponosen na to. To je dosežek v lifeu. Da se končno najdeš in znaš vstati in veš, kje ti je mesto. Da te končno noben ne more jebati v zdrav mozak. Ne. Kako bi moja mama rekla, da nas jebejo v zdrav mozak. In v glavnem, torej, ta suverenost, ne, to, jaz te lahko vodim v to, že te videi vodijo v to in te usmerjajo in te opominjajo in se skozi poslušanje tega videa spominjaš lastne moči. Že to je ogromno, da dobivaš tak video, ki ti daje potrditev na tiste tvoje celoživljenjske slutnje, kjer si hotel mogoče poslušati samega sebe, ampak si dovolil, da zmagajo glasovi drugih ljudi. In si s tem šel v kurac, ne, v neko destrukcijo, naprimer. Ko bi, naprimer, poslušal sebe, mi je bilo vse ok. Ampak poslušati sebe pomeni poslušati Boga. Jaz ne pravim, da sem jaz Bog. Mi smo vsi mozaik Boga, en košček Boga. Ampak poslušati sebe, poslušati srce, pomeni poslušati navodila Boga. Ne? In pomisli malo, s kom hočeš biti. Hočeš biti s Satanom ali z Bogom? Jaz hočem biti z Bogom, hvala lepa. Jaz grem najraje takoj v nebesa nazaj. Ne? In pač kako bomo prišli do tam, če ne bomo poslušali navodila Boga? Navodila Boga prihajajo k nam skozi naše življenje, našo življenjsko silo, tisto, kar je vsak trenutek najbolj živega v nas. Samo če temu sledimo in živimo, sledimo navodilom Boga, ker naše življenje je vez z Bogom. Ne? Tako da, in če pogledate potem, v kaj nas vodi, torej, v kaj nas vodi življenje. Življenje nas vodi v torej sprejemanje življenja v sebi in torej skozi ljubezen, skozi sprejemanje življenja v sebi, torej skozi ljubezen, skozi brezpogojno ljubezen, pravo ljubezen, zato ker beseda ljubezen več nič ne pomeni, kar so jo nezavedni ljudje zlorabili, ker se delajo, da vejo, čeprav tem svetu ne poznajo ljubezni, ljudje govorijo o ljubezni, ne poznajo je. In v glavnem, samo skozi brezpogojno ljubezen, torej sprejemanje življenjske sile, ti lahko spoznaš, kaj sploh ljubezen je. In pač postaneš suveren človek, prideš do moči, do osvoboditve. To je edina pot. To je edina pot, da slediš navodilom Boga, izvora vsega in se pač končno začneš zanašati nase. Se očistiš v tem procesu, permanentno, trajnostno zaščiten zaradi tega pred demonskim svetom in končno pač lahko stojiš v tej družbi in vodiš druge ven iz tega. Jaz si dostikrat rečem, da se počutim kot eno sidro, ne? Kot eno sidro, eno morsko sidro, ki prizemljuje vse skupaj v tem svetu. En steber moči, en steber jasnosti, svetilnik v poplavi dezinformacij. To je tvoje naravno stanje, to ni nekaj, kar ti je dano, ampak je pa ti dostopno. Ti je dostopno in jaz sem tukaj in ne morem narediti korakov zate. Lahko ti pa samo kažem, da takšno stanje obstaja, to je tvoje naravno stanje in tvoja pravica in dolžnost je, da jo dosežeš. Možno je, zelo preprosto in logično in razumljivo je. Pot je pa neprijetna, ne? Normalno. Pot je neprijetna. Ampak je zelo vredna. Zelo, zelo vredna.
hotel sem povedati, ne, da ti si lahko v družbi svojih najbližjih članov, svojih v zakonu, partnerskem zakonu, torej mož, žena, starših, otroci, karkoli, ne, ti si lahko v vseh teh odnosih, ožja, širša družina in vsi so v resnici delno, mislim, vsi imajo pač demone, jebi ga, tako je, ne, in pač dokler tega ne boš priznal, se zavedal, si pač sprejel realnost tako, kot je, boš dovoljeval pač, da prvo kot prvo je to znak, da še ne stojiš v suverenosti, da nisi v svoji moči in pač boš dajal energijo nekim demonom, namesto da bi gradil sebi boljši life. Da bi se usmerjal v nebesa, namesto da bi se v nebesa, se boš v pekel usmerjal še zmeri. In torej vse, kar sem razložil v tem videu, je pot ven iz tega. Iz kakršnekoli oblike trpljenja in zavedenosti. Ne, v tem svetu ljudje fulkrat govorijo, kri ni voda, ne. Češ, moraš se družiti z družino, ki je tvoja kri, no matter what. Ampak to je bullshit, ne, ker vemo v tem svetu, da in znotraj iste krvi, in znotraj ne krvi nema veze. Eni ljudje so ful v pizdi, eni so pa ful cool. In torej, kam ima veze torej v tem lifeu? Ne kri. Ampak odnosi. Kakšne odnose imamo? Kaj ti pomaga, naprimer, imeti krvno sorodstvo, če imaš bolj v pizdi odnos z njimi, kot z neko blagajničarko v trgovini? Ne? Jaz imam, naprimer, lahko z blagajničarko boljši odnos, kot z nekom iz moje krvi. Torej, kaj ti pomaga ta kri? Nič. Če ima človek ogromno demonov in niti ne ve, da jih ima in je torej nezavedno voden in te v bistvu drka v glavo, se dela, da ve več kot ti, ampak v resnici je voden strani demonov nezavedno in niti ne ve torej pač, da je voden strani demonov. On misli, da to je on. Ona misli, da to je ona, ampak v resnici te demoni v njih drkajo v glavo. In če si ti nezaveden tega, in če si šibek, boš pač v odnosu s takimi ljudmi. In v glavnem pač meni ni za biti v odnosu s takimi ljudmi. Meglio solo che mal accompagnato, ne, raje sam, ko v slabi družbi. Ampak hoče pa povedati, da pač takšni so skoraj vsi na tem svetu. In pač v stiku moraš biti, ker druge ni, ne, pač ker ne moreš sam nič narediti v tem svetu, je treba biti pač v odnosih. In za takrat, ko si v odnosih, potem vse, kar moraš, torej rabiš potem to suverenost, ne, lastno suverenost, neomajnost, da veš, kje ti je mesto, ko hodiš skozi ta pekel, ne, ko hodiš skozi ta demonski svet, ko si v stiku z demoni, zato da veš, kje ti je mesto, da se ne zgubiš, da te ne morejo zavest. Zato, ker demoni te zavajajo skozi nezavednost ljudi v tvojem življenju. In te ljudje se tega sploh zavedajo, ne. Oni ti bojo rekli, da te imajo radi in da ti hočejo dobro. V resnici te porivajo čez klif. Ne, to je problem. In jaz verjamem, da so v večini nezavedni, zelo malo ljudi je zavednih, v večini so nezavedni tega. In ko to rečejo, verjamem, da so pristni, ampak vseeno, kaj ti pomaga ta nezavedna pristnost, če na praktičnem prizemljenem nivoju tebe porivajo čez klif? Ne pomeni nič, ne, torej slepota je največja pizdarija v tem svetu, če si slep, si najebal. In jaz sem bil slep in sem najebal. Ne, sem bil slep, sem poslušal te ljudi v tem svetu, kako živijo, sem probal tako živeti in sem šel v kurac. Tako da zato je ta šola nastala, zato da bi pač ljudje končno se lahko pobrali znotraj tega, ko se ruši ta svet, da se reši čim več ljudi, zato da čim več ljudi pride v novi svet. To je namen tega videa. Jaz dostikrat zvenim aroganten in agresiven in ne vem, dominanten ali pa nasramen ali karkoli, ampak skušam na čim hitrejši, čim jasnejši način, čim bolj direkten način
ti predati čim več informacij, zato da se rešiš. Dobesedno mi tonemo, ne, kot ladja tonemo, ljudje tonejo z njo, jaz sem se rešil, ne, jaz sem že na obali in zdaj vsem mečem štrik na barko, mečem direkt, ti fuknem štrik v faco, ampak ti se upiraš temu, ker si slep, ne, to je problem. Zato, ker te še zmeri vodijo demoni in si nezaveden tega in si obdan s takimi ljudmi. Zdaj se bojo najdli ljudje, ki jim gre v nos, da uporabljam religiozne izraze kot hudič in demon, ne? Ampak to je pač preprosto zlo in dobesedno zlo obstaja. Mi vidimo v tem svetu, da zlo obstaja. In če obstaja vidno zlo, torej ljudje, ki zlo delajo namensko in so v fizični obliki utelešeni, potem veš, da obstaja tudi nevidno zlo, ne? Ne me jebat. Če obstaja vidno, obstaja tudi nevidno. Vsi tisti ljudje, ki funkcionirajo, operirajo z nevidnim svetom in mislijo, da je tam vse tralala in da ni zla in vse tako kupijo na prvo žogo, samo zaradi tega, ker imajo stik z nevidnim svetom in kupijo na prvo žogo, češ iz tiste zmeri prihaja kao samo čista in dobronamerna stvar, se zelo motijo in so zelo naivni. In kar sem opazil v tem duhovnem svetu, v tem New Age duhovnem svetu, je, da se ljudje, naprimer nekateri ljudje imajo odprte neke ekstra sposobnosti, neke ekstra sposobnosti percepcije nevidnega sveta, ki je naprimer navadni smrtniki nimamo. Ne? Naprimer imajo neke sposobnosti, da vidijo neke nevidnosti za druge ljudi. Naprimer, jaz ne vidim neke nevidnosti, nekdo drug vidi ta nevidni svet in mislijo, da zaradi tega, ker vidijo nevidni svet, mislijo, da so duhovno razviti. In ja, do neke mere duhovno razvitost prinese neke večje sposobnosti, ampak samo zato, ker imaš več sposobnosti, ne garantira, da si ti suveren in da znaš prepoznavati, da nisi več naiven, da znaš prepoznavati izvor in namen tega nevidnega sveta, teh nevidnih stikov, teh nevidnih entitet. Ne? In hočem samo povedati, da demon, hudič je viden in neviden. In dokler ti ne odpreš srca, kjer se očistiš in končno lahko vidiš jasno sliko, kjer si zares suveren, nema veze, kakšne sposobnosti imaš, ti boš zmeraj do neke mere zaveden. In boš živel v iluziji in v laži, samega sebe boš zavajal in s tem druge. Ne moreš drugim dati to, kar ti nimaš. Če si ti zaveden, lahko tudi drugim daješ samo zavedenost, ne moreš jim nuditi jasnosti. In dokler človek ni odprl srca, dokler človek ni čist, represije, strahu, predživljenjsko silo, nema veze, kakšne sposobnosti ti razviješ v tem lifeu, zato ker eni ljudje so razvili sposobnosti z temi psihadeliki in ayahuasko in vsemi temi pizderijami in praksami in ne vem čem vsem, so razvili neke sposobnosti videnja, ampak to nič ne pomeni, če ti nimaš integritete, če ti nimaš suverenosti, močne sposobnosti razjasnjevanja, razjasnitve namena, odkot prihaja ta neka informacija, kakšen je namen nje. Ne? In torej, to, da imaš ti odprte sposobnosti, ne pomeni nič. To, da imaš ti odprte sposobnosti v tem svetu, zgleda kot ful duhovna stvar, duhovna razvitost, ampak v resnici ni. Ne, v tem svetu se prodaja, pridite, bomo peljali v nevidni duhovni svet, ne, češ kot da samo nevidni je duhovni, kot tudi že ta fizični je duhovni, samo duhovni svet obstaja, ne. Slepoto prodajajo ljudje cel cajt, pridite, bomo peljali v nevidni duhovni svet, že tu je duhovni svet, ni samo nevidni duhovni svet, že vidni je duhovni svet, ne. In pač v tem svetu se prodaja, da če imaš neke sposobnosti odprte, da si kao duhoven, ampak to sploh ni res, niti približno, to sploh ne pomeni to. Prava duhovnost, holistična duhovnost je odprto srce. Odprto srce pomeni eno biti z Bogom. Ti si dobesedno eno z Bogom, če imaš odprto srce. In kdo živi iz srca? Zelo malo ljudi. Dosti ljudi reče, da živijo iz srca, tako kot ljudje govorijo, da živijo.
v stiku z Bogom in da verujejo in da jim je to najpomembnejša stvar in da poznajo brezpogojno ljubezen, ampak potem pa gledaš, kako živijo in nič od tega ni res. Zato bi rad vsakemu človeku povedal, da v tem življenju ne jemlji nič na besedo, nikomur ne verjami več. Mi rabimo v tem svetu iskreno, žal je tako, več previdnosti kot nekega usmerjanja v osvobajanje. Mi rabimo več previdnosti, ne pa osvoboditve. Mi se moramo najprej zaščititi in se osvoboditi. Ta osvoboditev, ki se zdaj ponuja, prinaša samo kaos. Gremo se najprej zaščititi. In kako se zaščitiš? Zaščitiš se tako, da razdelaš mehanizem represije na edini način, ki se da, ki ga tukaj propagiram cel cajt. V tem videu in vsej moji šoli. Najdeš me na Facebooku, Instagramu in YouTubeu. Lahko delaš tudi z mano, če hočeš. Komaj čakam. To je itak, jaz sem v tem motherfucker in v glavnem to je moj talent, to je moj največji adut v tem lifeu in to je moje poslanstvo, zakaj sem prišel sem na ta planet. Tako da suverenost, integriteta. Če ne boš stal v suverenosti in integriteti, boš ostal izgubljen v vojni dezinformaciji, boš ostal zadaj v svetu, ki se ruši. Tako da, in pač eni ljudje bojo umrli, eni pa samo ful dobro najebali. Tako da, stvar je resna, ne, če pogledaš. To ni tako neki tralala na mišljenje. Jaz ne prodajam nobene filozofije. Eni ljudje poslušajo moje videe in mi rečejo, da naprimer se zanimajo za filozofijo, ampak jaz ne filozofiram. To, kar govorim, je najbolj prizemljena in praktična stvar ever. In kako bomo lahko prišli v novi svet, torej v svet harmonije, kako bomo manifestirali nebesa, če končno ne začnemo živeti iz srca, ampak iz strahu. Ljudje govorijo, pomemben mi je Bog, verujejo religija, ne vem kaj vse, ampak še zmeraj živijo iz strahu. Kako lahko ti zmanifestiraš nebesa, svet ljubezni, moči, svobode, če ne, živiš na ta način, ne? To je kot da bi jaz govoril, celo življenje bom govoril meni, jaz si želim nekaj v prihodnosti imeti, ampak zdaj tako še ne živim, to bo takrat, ne? To bo takrat, ni še zdaj. Kako bomo prišli mi do tistega, če zdaj ne bomo tako začeli živeti, ne? Ljudje prodajajo manifestacijo, kot da je to neka znanstvena fantastika. Če jaz hočem tisto prihodnost, ki jo vidim kot idealno, če jo jaz hočem, potem jaz moram že zdaj jemati korake, da bom prišel do nje, ne? Kako bom prišel do nje, če že zdaj ne začnem počasi tako živeti. Torej, če se mi v prihodnosti vidimo, da je vse v svetu razrešeno in razrešiti se lahko samo tako, da se povežemo se lahko samo tako, da se prepoznamo kot integriteta, kot suverenost, kot moč, do tega pridemo skozi ljubezen. Torej, če mi ne odpremo srca, če mi ne začnemo stopati po tej poti, kjer delamo izbire, ki nam bojo zagotovili tisti svet, ki nas bojo pripeljali v tisti svet, kako mi lahko sploh pridemo v tisti svet, ne? Dokler bojo ljudje govorili, eno je religija, eno je vera, eno je Bog, ampak realnost tako ne deluje, dokler bojo to govorili, bomo mi imeli razdor v svetu. In takšne imamo slovenske in svetovne podcasterje in voditelje. Ne? In takšni kanali, kot je moj, ki razbija vso meglo v tem svetu, imajo itak od globoke države naštimane neke limitacije, zato da te stvari ne pridejo v javnost. Tako da demoni operirajo na vseh nivojih. Ne rabiš lajkati in subscribati, jaz ne rabim tega, jaz sem sebe porihtal, jaz bom preživel. Ampak če se ti to zdi smiselno, obvezno,
šeraj ta message med svoje ljudi, če ne drugega. Upam, da se te je dotaknil, če se te je dotaknil, si vzemi cajt v življenju in dobro pretuhtaj, kako bo šel naprej. Kaj je zares vredno in smiselno. Zato, ker ti, jaz, vsak posameznik v tej družbi, mi smo vsi ključni playerji. Kdaj se bo in na kakšen način se bo manifestiral nov svet? New Earth. Zato se moja šola kliče tako. Zato sem rekel, da moraš to šolo narediti, če hočeš priti v novi svet. Če se hočeš rešiti. In že je žuta minuta. To je to, jaz nimam nikoli pripravljenega govora, nočem brati na pamet, nočem imeti pripravljenih stvari v mojih videih, v mojem postopku, procesu, produkcije stvari, nikoli ne uporabljam umetne inteligence. Vse, kar prihaja, prihaja spontano, od Boga, od izvora, iz srca. Najbolj prizemljeno ever, edina pot, istočasno zveni ful naivno, nedolžno, ampak samo zaradi tega, ker je ljudem težko sprejeti, da je life tako simpel. To je to, če hočeš delati z mano, piši mi, komaj čakam. Komaj čakam, res. Piši mi, če hočeš delati z mano. Ne rabiš delati z mano, delaj s kom drugim, če ti to isto stvar prodaja. Vse ostalo, pomisli malo, kaj sem povedal, vse ostalo, pomisli, kaj je drugega bolj vredno kot to. Kaj je bolj vredno v lifeu kot to? In če poslušaš ta video in si prišel do konca tega videa, pomeni, da si ekstra zrel in da totalno rezoniraš s tem in da ti pije vodo totalno. Ki imaš najbrž zraven, ko to govorim, če gledaš cele moje videe, ne? Tako da, jaz upam, da so ti te videi dovolj, da so ti vso pomoč, ampak če hočeš, piši mi. Komentirajte mi, zato da vem, kakšni so vaši problemi, da lahko delam videe naprej v to smer. To je to, nimam več nič, tišina. Ajde, see you in the next video.